Povedal bi ti eno zgodbo. Zgodbo o tem, kako sem se pred dobrimi 10 leti iz Lukovce pri Domžalah preselil na Štajersko v Maribor. In kako sem v svoji službi, kjer sem bil itak non-stop povezan z avtomobili, bil sem veliko na cesti, kar naenkrat dodal še 3 ure vožnje na dan. Vsak dan. Sej na začetku gre, pa ne pozab, veš, jaz sem v avtomobilu, v praktično katerem koli avtomobilu doma. V njem se dobro počutim, rad vozim, pa rad sem veliko na cesti. In gre, dokler pač gre, saj smo tako narejeni, da vztrajamo. Verjamem, pravzaprav vem, da je marsikdo od vas že kdaj vozil neprespan, nespočit, zelo utrujen. Mislim, ne mi govoriti, da nisi, ker vem, da si. In vem tudi, da si v trenutku, ko bi moral biti bolj odgovoren, in tega smo krivi vsi, in v trenutku, ko bi moral počiti, da si rekel, pa saj ni problema, sem samo 10-15 minut od doma. Poglej, tamle sem doma. In kaj počnemo, ko smo utrujeni? Vse. Daš šipo dol, še posebej takrat, ko je zima in pričakuješ uspeh. Ščipaš se, dereš se, radio daš na glas. Polniš se z energijskimi pijačami, špricaš se z vodo, včasih se celo klofneš. Ali pa najbolj simpatična mi je tista, ko se ljudje ustavijo na počivališču in v dobri veri, da bodo popravili problem, stopijo z avtomobila in naredijo 10 počepov. Stari 10 počepov, to ni nič. Z 10 počepi problema ne boš rešil. No, in potem se je zgodilo. V predoru Pletovarje, 15-20 minut od moje hiše, sem zaspal. Na cesti sem si postavil pojstlo, ker ko ti v avtomobilu zaspiš, se zgodi točno to. Imel sem zelo veliko srečo. Zato, ker sem se uspel zbuditi, preden je prišlo do nesreče. A veš, kako sem se zbudil? Veš, kakšno srečo sem imel? Moja roka je zdrsnila s prestavne ročice. Poglej, toliko mal je falil, pa bi lahko tudi zavedno zaspal. Razumeti moraš, da tvoje oči lahko ostanejo odprte, ampak v resnici se ugasnejo. Veš, to je trenutek, ko tvoje telo reče, oprosti, ampak jaz ne morem več. Tvoje telo odpove, ker potrebuje počitek. Jaz se še vedno veliko vozim. Avto je še vedno moj dom, ampak sem se že dolgo časa nazaj odločil, da ne tvegam več. Odločil sem se, da domov, oziroma kamorkoli pač grem, raje pridem pozneje, ker preprosto nisem pripravljen plačati ceno vredno življenja. In mimogrede, če me kdaj srečaš na kakšnem počivališču, ko dremam, ker to se kdaj pa kdaj vsem zgodi, ne mi trkati na šipo. Pust me, da počivam. Pomaga samo počitek.